Živijo, lepo pozdravljeni v 7. epizodi našega podcasta, ki ga pripravljamo v Eko krogu, okoljske zgodbe, seveda, zdaj ste z njimi že seznanjeni. In danes z mano dva gosta, Katja Huš iz Greenpeacea Slovenija. Živijo, Katja, lepo te videti. Enako. In Miha Mikl, Mladi za podnebno pravičnost. Zdravo. Živijo. Upam, da se počutite v redu tule v našem studiu. Naša tema danes je izjemno kompleksna, zdi se izjemno zahtevna, ogromno bi lahko povedali, zato sem jaz izbrala samo nekaj stvari, o katerih se bomo pogovarjali. Upam, da vam bodo, drage poslušalke, poslušalci, gledalke, gledalci zanimive, seveda pa tema so podnebne spremembe. Predvsem bomo govorili o kompleksnosti podnebnih sprememb, o podnebni krizi, zakaj je podnebna kriza, o pravičnem podnebnem prehodu in o tem, kako ukrepati in zakaj ne ukrepajo vlade. Tako bi bil nekakšen tak povzetek tega, o čemer bomo govorili danes. Ampak najprej bom pa seveda prosila oba moja gosta, da se predstavite, od kje prihajate pravzaprav. Greenpeace Slovenija, gotovo ena najbolj prepoznavnih okoljskih nevladnih organizacij na slovenski nevladni sceni. Katja, bi lahko izpostavila mogoče, kaj je zate trenutno najbolj pomembna stvar, ki jo počnete? In morda 8 let si mi prej že rekla, da si na Greenpeaceu. Kaj pa v vseh teh letih tebi osebno najljubša stvar, ki ste jo počeli, najbolj pomembna? Joj. A je izziv? Ja, nisem pričakovala. Zdaj že tako vprašanje, ki bi zahteval tako samo refleksijo. Tako na začetku. Ampak ti pustim malo časa, pa bom jih. Bom pa, mogoče ne bo odgovor, za katerim bom stala še čez 1 uro. Se boš popravila na koncu. Tako da sem Katja, prihajam z organizacije Greenpeace Slovenija. Aktivna sem že nekako v tej okoljevarstvu, kakšnih 8 let, tako je. Naša organizacija je globalna, seveda, mi smo del globalne organizacije, tako da dela se kar veliko kampanj. Glavne teme kampanj, ki jih obravnavajo, se seveda globalno segrevanje, pa ohranjanje biodiverzitete, kot je izraz, ki se pogosto uporablja, oziroma veliko poudarka tudi na teh večjih ekosistemih, ki so res izjemnega pomena za cel svet. Torej, kar se dogaja, Greenpeace globalna organizacija pozarja, kaj se dogaja z amazonskim pragozdom, kaj se dogaja z območjem Antarktike, Arktike in tako naprej. Tako da zdaj, če zajemam iz spektra cele organizacije, kaj mi je nekako, najljubša, da bi bila najbolj ponosna, kaj počne organizacija, se mi zdi, da je res veliko. Tako, mogoče zdaj bom sam omenila en primer, pa ni iz Slovenije, ampak res tudi zdaj trenutno poteka veliko kampanj in nazadnje sem ravno se seznanjala, kaj so novice, ki prihajajo z Norveške, naprimer, kjer pisarna tam skupaj še 6 aktivisti, pa še z eno organizacijo se v bistvu tako pravno borijo proti načrtom državnega norveškega podjetja za črpanje nafte na Arktiki in so zdaj prinesli ta primer na Evropsko sodišče za človekove pravice. In to je samo, kako bi rekla, res en primer, ki je zelo aktualen v tem, kako bi rekla, mogoče širšem evropskem prostoru, pa je lahko tudi, če bi bil uspešen, tudi nekaj prelomnega. In po takih momentih, ko se delajo ali takšne pravne intervencije, ali ko so pred nekaj dnevi aktivisti, se mi zdi, iz celega sveta so v Amsterdamu zaustavili neko megaladjo, ki je prihajala v Evropo, ki je nosila ne vem kako ogromno pošiljko soje, ki je bila namenjena predvsem za krmo živine v Evropi, in so opozarjali s tem na probleme deforestacije v amazonskem pragozdu in tako, kako je to povezano z živinorejo in industrijsko živinorejo v Evropi. Ko pridejo taki momenti, in ko si, del te organizacije, ki počne takšne stvari, so to neki, kako bi rekla, trenutki, ko ti je dobro, da si lahko del ali pa pomagaš na nek način pri takih angažmajih po celem svetu, pa tudi v Sloveniji. Vidiš, da je bila samo refleksija. Hvala ti. Malo bila predolga. Hvala ti za tole misel na začetku. Se pravi, akcija, čeprav razumem.
Ja, tudi, to je bila zdaj kombinacija, se mi zdi, da sem povedala dva zelo različna primera. res je. Ena je taka neka pravna Aktivistična, bitka, tako. ena je pa taka malo bolj aktivistična. Ampak vse so angažma. bitke. Vse so bitke. Ja, vse pa se z velikimi in močnimi ukvarjaš. In v bitkah že kar nekaj, ne? Čeprav ne veliko časa, ampak že kar nekaj vejo tudi mladi za podnebno pravičnost, ne? Koliko let zdaj že, kdaj smo prvič slišali za vas v Sloveniji? Ja, jaz sem del gibanja od nekje 2019, ko se je začel tisti prvi veliki podnebni štrajk, marca 2019. Gibanje kot tako pa obstaja že, če se ne motim, od 2017. Kot podaljšek študentske organizacije Iskra, kjer so pač takrat že naslavljali problem energetske slovenske strategije in tako naprej. Ja, od takrat je bilo kar nekaj bitk, zdaj če bi izpostavil eno tako, ki mi je mogoče najbolj blizu ali pa med bližnjimi. Zadnji ta boj, mislim, ko smo preprečili, da bi bil sprejet sporni zakon o vodah. Zakaj bi tega izpostavil? Zato, ker to ni bil samo boj mladih za podnebno pravičnost, kot vsi dobro veste, smo bili samo ena izmed organizacij, naravno zaradi tega, ker je šlo za povezovanje toliko različnih ljudi, organizacij in tako nekako je skoraj da cela Slovenija zadihala za to in rekla kapitalu ne. Kaj je posebnost tega gibanja mladih za podnebno pravičnost? Kako se recimo razlikuje od ene take recimo organizacije, kot smo jih bolj vajeni, recimo tudi recimo stališča gostov in gosti, ki so že bili tule v tem studiu okoljskih zgodb, ne? Se pravi običajnega, rekla v narekovajih, NVO-ja oziroma nevladne organizacije. Ja, kot prvo nismo nevladna organizacija, ne, smo samo gibanje, tako da nimamo nekega formalnega statusa. Sploh nimate tudi organizacije v smislu organigrama? Mislim, se notranje organiziramo zaradi lažjega dela, pa fokusa. Ampak ja, v takem smislu, kot je recimo Greenpeace pa Focus Monotera, pač mi nismo. Ne. In to, da ima neke prednosti, smo mogoče malo bolj prosti. Se pa pač, ne vem, teže prijaviti na kakšen razpis ali pa kaj podobno, pa dobiti kakšna sredstva za kakšne stvari, ki bi jih radi izvali. Vse je trenutno seveda prostovoljstvo, ne? Vse pa temelji na prostovoljnem delu. Ja. Mislim, na kratko, smo pač nekako samoorganizirana, demokratična družba posameznic in posameznikov, okrog nekaj več kot 100 nas je, ki se pač borimo tako kot sorodne organizacije za boljši danes, boljši jutri, za neko dostojno življenje za vse na ohranjenem in ekološko pestrem planetu. Hvala tudi tebi za tole uvodno predstavitev. Zdaj pa podnebne spremembe. Najprej bi jaz rada nekaj povedala. 6 epizod smo do zdaj posneli in čisto v vsaki epizodi sem na koncu ali pa na sredi z gostjo govorila o kompleksnosti in o medsebojni prepletenosti. Ko pridemo, živimo v kompleksnem in medsebojno prepletenem svetu, ko pridemo do okolja, se mi zdi, da se pa ta kompleksnost še bolj pokaže, da je pravzaprav, kar zgradiš na eni strani, se lahko podre na drugi in tako naprej. Včasih se zdi, da zaradi te medsebojne povezanosti in kompleksnosti so na stvari že davno ušle izpod nadzora in da je na podnebnih spremembah se to zelo jasno vidi. In da so časi, ko so bile možne enostavne rešitve že zdavnaj mimo. Zdaj pa jaz vaju sprašujem najprej za začetek, a so bile sploh kdaj možne enostavne rešitve? Če so bile, kdaj smo zamudili ta vlak za enostavne rešitve? In zakaj prihaja do te kompleksnosti? Zdaj, vem, da je tudi za začetek to zelo eno kompleksno vprašanje, pa ga probujemo tako rešiti po delih. Če so bile kdaj možne enostavne rešitve in kdaj smo zamudili ta vlak za enostavne rešitve na področju podnebnih sprememb? Ja, mislim, glede zamujanja vlakov, bi jaz rekla, da v bistvu kar je jasno, je, da z odlašanjem, s primernimi ukrepi, ko bi res, kako bi rekla, odgovorili na segrevanje, globalno segrevanje, tako kot nam tudi velja podnebna znanost, z odlašanjem, zamikanjem takega primernega ukrepa, ja, definitivno postajajo kakršnekoli rešitve težavnejše in dražje. V krajšem času so potem zahtevane dosti bolj večje spremembe. To se pravi, z odlašanjem verjetno neka kompleksnost, na katero si tudi merila s tem vprašanjem narašča. In glede kompleksnosti bi še
pa rekla, no ne vem, nekaj misli se mi pojavi, da si mi, se strinjam pač v smislu, da na neke mere pa vedno že, kako bi rekla, zahteva kompleksen odgovor samo zato, ker zahteva, da se drugačijo ne samo en del našega življenja ali pa načina življenja, načina funkcioniranja nekega družbenega podsistema, ampak zahteva v bistvu spremembe čez nekak celotno podstat. Ja, tako. Potem rekla bi, da je kompleksnost daje tudi to, da vemo danes, da ne bomo imeli privilegija tudi soočati se z eno krizo. Ne? To se mi zdi, da nam je zelo jasno postalo tudi v zadnjih 2 letih. Tako da reševanje podnebne krize se dogaja istočasno, kot se, ne vem, v zadnjih 2 letih smo se soočali z zdravstveno krizo, pandemijo COVID-19, kot imamo zdaj situacijo z rusko invazijo Ukrajine in vse, kar to, kako bi rekla, pomeni tudi kot za področje, ne vem, energetske preskrbe, ki je mogoče najbolj tesno še zvezano s podnebnimi spremembami. No in to je zagotovo, kako bi rekla, en vidik tudi kompleksnosti, da ko je trajal COVID, globalno segrevanje ni se pospravilo v predal in nehalo obstajati. In ko odgovarjamo na eno krizo oziroma poskušamo reševati, moramo imeti tudi ostale v mislih na način, da ko, ne vem, govorimo o okrevanju gospodarstva, ko sedaj govorimo o energetski neodvisnosti Evrope, rešitve ne morejo biti take, ki bi nas zdaj zakopale še globlje ali zakopale še globlje v neko fosilno prihodnost. Ne. To so tako imeno, to so nerešitve. Ne. Tako da, se mi zdi, da to je tudi en ta vidik kompleksnosti danes. In pa se mi zdi, da to, zakaj že odvedno mogoče terja neke kompleksne odgovore, to, da hočeš nošeti na nek način, moramo z reševanjem podnebne krize tudi razmišljati oziroma poskušati iskati neke alternativne ekonomske modele naše družbe. Ne? Vemo, da nek imperativ gospodarske rasti je zelo zvezan z izrabo naravnih virov in še posebej pač, če pa to gre z roko v roki z kurjenjem fosilnih goriv, imamo pa še dodatno podpihovanje globalnega segrevanja. In tudi Evropska agencija za okolje je, ne vem, v zadnjih 2 letih v nekem svojem takem krajšem poročilu je izražala to skrb, da se zdi, da na dolgi rok, na globalni ravni ne bomo mogli popolnoma, kako bi rekla, ločiti gospodarske rasti in pa te, kako bi rekla, obremenitve, ki jo ima za naše okolje in različne obremenitve. Tako da moramo razmišljati o nekih alternativnih ekonomskih modelih. Tako da rekla bi zato, ker zahteva nekako te spremembe na večjih družbenih podsistemih. Ne gre se samo za neke tehnološke spremembe v energetiki, naprimer, zato ker obstajajo okoljske krize, podnebna kriza z drugimi krizami, zato ker zahteva neke te alternativne ekonomske modele, pa že od nekdaj veleva, kako bi rekla, malo bolj celostne odgovore, oziroma kompleksne, kot si sama omenila. Zdaj pa bi pa še sam to dodala, ker smo pa v Sloveniji, kjer pa na velikih področjih zelo zaostajamo z nekimi ustreznimi odgovori, tudi tam, kjer so rešitve na dlani skoraj. Ne? Predvsem bi pa zdaj samo uskočila, Katja, se mi pa zdi, da pri nas pa še vedno tako eno zraven drugega, ne da se povezuje, ampak je en kupček, pa drug kupček, pa tretji kupček, pa četrti kupček. Tako da ne so obstajajo. To se zagotovo. Vsak svoj vrtiček. To drži in hkrati bi pa več rekla, da včasih je bilo pa moje sporočilo prav v slovenskem prostoru, da je pa vse zelo preprosto. Preprosto je v smislu, da vemo točno, kaj moramo narediti in da so nekatere rešitve, recimo tehnološke rešitve za nekatere sektorje, pa res že na dlani. Jih pač nismo, vse v našem prostoru še praktično skoraj jih nismo izkoristili. Da vemo, tudi globalno vemo, kaj vemo, da moramo narediti v naslednjih 8 letih prepoloviti emisije. Vemo, da ne sme biti nič več investicij v fosilno infrastrukturo. In vemo, da obstajajo neke rešitve za določene sektorje, naprimer v energetiki. Vemo, da je treba pospešiti na globalni ravni, je bilo zdaj na zadnje govora o 3-kratni pospešitvi prehoda na obnovljive vire energije. Torej, za Slovenijo vemo, da pač sončna vetrna energija sta nekaj, kar bi bili prvi korak reševanja in v tem smislu sem hotela še omeniti, da bi pa lahko rekla, da so
pa kakšni odgovori preprosti samo Na dlani. zato, ker so tu pred nami in jih lahko začnemo izvajati danes. In to je še posebej, se mi zdi, zelo pomembno v slovenskem prostoru, ker s nekaterimi stvarmi še niti nismo začeli. Miha? Nazaj na kompleksnost. Oziroma bi te prosila v bistvu za refleksijo tega Katinega razmišljanja. Ja, mislim, težko je kaj dodati, no, mogoče povezano z enostavnimi rešitvami, pa če so te kdaj obstajale. Ja. Kar se tako kot je Katja že v bistvu zelo lepo povedala, kar se podnebne krize tiče, ne, saj ne v smislu, tako kot so bile enostavne rešitve za ne vem, kisli dež, ne, pa ozonska luknja, kjer pač, ne vem, so na dimnike dali razvepljevalnike, pa za kisli dež, ne, za ozonsko luknjo so pa pač neke kemikalije zamenjali in evo, silver bullet, kot pravijo, ne, rešili smo. In sprva se je pričakovalo, da bodo tudi s podnebnimi spremembami tako naslovili, ampak ja, tukaj gre za to, da jih v veliki meri povzročamo z izpusti toplogrednih plinov, ki so pa najbolj povezani z rabo energije, ne, in od te smo pa pač postali toliko odvisni, kot smo že skoraj da ne od vode pa hrane. In pa ker rešitve naslavljajo oziroma presprašujejo obstoječ sistem, ne, čemer je že Katja lepo spregovorila, tako da zaradi tega je to kompleksno. Ni pa kompleksno v smislu, da bi rabili potvati zdaj v neko drugo galaksijo, ne, kar je pač fizikalno nemogoče, ali pa saj trenutno nemogoče, ne vem, če kdaj bo. V tem smislu se popolnoma strinjam. Ja. Imamo ogromno že nekih tudi tehničnih rešitev, ampak ja, presprašujejo ta naš status quo, ki je pa pač zelo globoko ukoreninjen, sploh pri pač tistih, ki imajo vpliv, ne, odločevalci, kapital in tako naprej. In ta mitos veličavnosti gospodarske rasti verjetno. Ne? Ja, seveda s tem povezan. Ja. Po drugi strani, ne, pa ta kompleksnost je pa lahko tudi dobra v smislu, pogosto pozabljamo, ne, ko govorimo o podnebni krizi, pa zdaj tudi že IPCC začel na to opozarjati, pa Katja je tudi že prej rekla, ni to edina okoljska kriza, saj ne edina najbolj pereča okoljska kriza, ne, ob boku vsaj s to krizo je še kriza biodiverzitete. In kaj mislim s tem, da je to dobro, ker obstajajo rešitve, ki naslavljajo obe te dve krizi, ne, oziroma jih rešujete. Ne, si prebral moj zapisek tlele. To bi rada prebrala. Ja, kar nadaljuje. Zav nazaj. Nadaljuj mislim. Ja, v smislu, da pač tukaj je ena taka zelo preprosta rešitev, ne, če grem zdaj onkraj teh tehnoloških, ki so pač tudi, se strinja tudi mladi za podnebno pravičnost, zagovarjamo, da čim prej usmerimo v energijo oziroma ukrepe pa ustrezne politike v to, da se pač kot prvo zmanjšuje poraba celokupne energije, tisto, ko pa potrebujemo, pa dajmo nadomestiti sončno, vetrno in pa morda tudi ostalimi nizkoogljičnimi. No. Kar se pa narave tiče, ja, pa pač če damo prostor naravi, če jo zaščitimo, obnovimo tam, kjer smo jo že degradirali, je to pač in dobro za naravo, ekosisteme, bitja, ki živijo tam, in hkrati blažimo podnebne spremembe, pa se tudi hkrati prilagajamo na nje, ne? Naprimer v mestih, urbanih okoljih. Pač lep primer zdaj, ko so vroči dnevi, pa ko bodo, ne vem, če se peljemo s kolesom po eni cesti brez dreves, hitro občutimo razliko, ko pa pade senca enega velikega drevesa na nas. Ne? Toliko, no. Kar pa se vlaka tiče, ki je bil omenjen, pa ja, lahko bi se prej že usedeli, itak ne, sreč pa še ni odpeljal. No. Aha, ni še, ne tečemo za njim, ki je že odpeljal, ni še, ne? Ja, odvisno, kaj lovimo. No, zdaj bi jaz rada res, ne, prav zanimivo naključje, tule imam en primer, ne, ravno v povezavi podnebne spremembe, biodiverziteta. Tule je primer iz Nizozemske, tole je citat vodje oddelka za obalne sisteme pri Nizozemskem kraljevem inštitutu za raziskovanje more, če je tak dolg naziv, gospod Myron Peck. Pravi, z izgubljanjem biotske raznovrstnosti ne izgubljamo le narave, temveč tudi nekaj najboljših branikov pred podnebnimi spremembami. Naši oceani, gozdovi, šotna barja, mokrišča so naravna skladišča ogljika, ki iz ozračja vpijajo škodljive oblike tega elementa, in seveda vračanje oziroma puščanje naravi, da spet zavzame nek prostor, ne? Prostor, ki ga je nekdaj že imela, pa smo ga potem mi strgali, ne? Je v bistvu ena taka oblika
kako vplivati na podnebne spremembe. No, zdaj bi pa jaz v bistvu za naše poslušalce in poslušalke, gledalce, Katja, te jaz prosila, ko govoriva o tej, nič ne bo treba prikazati, samo jaz rada maham z rokami, a veš. Ko govorimo o tej povezanosti različnih kriz, a lahko na enem primeru, jaz sem se tukaj izbrala plastično krizo, pa krizo onesnaženja s plastiko in podnebno krizo. Lahko tudi kakšen drug primer izbereš, a lahko na enem primeru plastično ponazoriš, to je pa zdaj podzavest, ponazoriš to prepletenost, ne? Ne vem, če bom lahko na specifičnem primeru, ampak bi moče samo nadaljevala. Mi zdi, da si že lepo povedala prav prepletu teh dveh v bistvu največjih okoljskih kriz oziroma nekih tudi civilizacijskih groženj, s katerim se soočamo. Se mi zdi, da si že lepo opisala to prepletenost, tako da bi mogoče sam s parimi stavki še kaj dodala. Ker imamo globalno segrevanje in potem imamo, da naravni svet nekako, kako bi rekla, propada, ga mi brišemo v tempu, ki je res, kako bi rekla, brezprimereno. In tako kot je že v tem citatu bilo rečeno, je v bistvu ta naravni svet, kako bi rekla, nečloveški, živi svet okrog nas, je ta neka safety net, varnostna mreža tudi za naše lastno življenje in preživetje in nudi veliko stvari prek nekih vode, hrane, čisto osnovnih gradnikov življenja. Potem tudi v primeru podnebnih sprememb je ena izmed ključnih rešitev, v smislu, da taki odporni, zdravi ekosistemi, oceani, gozdovi, mokrišča, šotišča, ki so bila omenjena, imajo zelo pomembno vlogo pri absorbiranju in skladiščenju toplogrednih CO2 kot toplogrednega plina, naprimer. In seveda, po drugi strani je pa ta prepletenost tudi, da ta odpornost danes ali odpornost teh ekosistemov se pa včasih tudi moramo ji malce več pozornosti posvečati, in jo moramo bolj aktivno ustvarjati, ne samo s preprečevanjem uničevanja, ampak tudi na način, kako sta prepletena podnebna kriza in izgubljanje biodiverzitete, je tudi, da globalno segrevanje z vsemi svojimi posledicami, intenzivnejše in bolj močna neurja, suše, poplave, te ekstremni vremenski dogodki, v bistvu tudi predstavljajo nek dodaten pritisk na tako rastlinske, živalske vrste, in ki se težje prilagajajo novim situacijam. Tako da hkrati pa, kot smo omenjali, da imamo neke bi rekla, odporne te ključne ekosisteme, nam pomaga pri reševanju podnebne krize, ampak so pa tudi te danes zaradi različnih spet človeških dejanj oziroma aktivnosti in pa tudi zaradi učinkov podnebnih sprememb, pod nekim dodatno obremenitvijo. Tako da to so vse taka neka, kako bi rekla, prepleti nekih učinkov med sabo, ki jih imajo v negativnem ali pa potem v pozitivnem smislu. Upam, da je bilo razumljivo. Gremo od kompleksnosti k naslednjemu vprašanju mojemu. Čisto tako jo bom vprašala, se vam zdi, da še vedno tiščimo glavo v pesek kot noji? In ali bi tako imenovana razglasitev podnebne krize kaj premaknila, ali mislite, da je potrebna? In še eno vprašanje, katere države so pa dober zgled pri netiščanju glave v pesek, recimo? Miha? Če mi jaz, da si malo dahneš. Tiščanje glave v pesek. Mogoče zdaj manj tiščimo v pesek, ker se sprenevedamo, da se bo našla neka čudežna rešitev, ki bo vse odpravila, pa da v resnici problem ni toliko velik. Tako nekega, zanikanja teh stvari je pa če dalje manj, ali pa saj ni na taki ravni, kot je bilo pred leti oziroma desetletji. Kar se tiče pa teh deklaracij pa naslavljanja podnebne krize, tako bojda kakšno desetletje nazaj so bili plani držav, kako nasloviti podnebno krizo, taki, da bi se segreli do konca stoletja za, mislim, da okrog 6 stopinj nad predindustrijsko dobo. Takrat, ko je bil Pariški sporazum sprejet, bilo to že malo bolj, tam okrog 3 stopinj. Pred zadnjim tem srečanjem voditeljev v Glasgowu
so prišli do nekje 2,4, zdaj so baje že na 1,9. Ampak to, ko govorim to ne pomeni, da se bo to zdaj zgodilo, to je samo v primeru, če vse države res odejanjijo tisto, kar so zapisale, da bodo storile. Ne? Se pravi, tukaj gre samo za plane, kako nasloviti podnebno krizo. Tako da zdaj se mi zdi, da smo nekje v fazi še vedno planiranja, kar pa najbolj manjka, je pa faza ukrepanja, takojšnjega, pa res, ko že rečejo, hitrega in ne samo neke male polovičarske rešitve, no, ampak celostnega ukrepanja. In gremo naprej, sama sem že omenila Slovenija, pa se dajmo zdaj ostati nekaj časa doma. Jaz bom tule prebrala, kolegi v Omonoteri, to direktno preberam iz njihove spletne strani. Slovenija se segreva 2-krat hitreje od svetovnega povprečja, suše, vročinski valovi, poplave in neurja vse pogostejši, vse bolj intenzivni. V prihodnosti bomo vse več padavin dobili v obliki močnih nalivov, kakršni se danes dogajajo izjemoma, čeprav mislim, da zdaj že bi rekli kar težko izjemoma. No. Povečalo se bo napajanje podzemne vode, Slovenija bo ostala z vodnimi viri bogata država, ampak hkrati se bo seveda zaradi teh nalivov povečala nevarnost poplav. Po drugi strani bo pa zaradi manj snega, ko sneg se ne bo talil in takrat, ko bodo rastline vodo potrebovale za rast, te vode ne bo, zato ker bo manj snega. To so na kratko te prognoze. Ravno danes sem poslušala, poslušajte si in poslušalci in gledalci, tudi priporočam na prvem programu nacionalnega radia, je bil pogovor z meteorologom, pa mi je zdaj šlo iz glave ime, slovenskim strokovnjakom, ki je dejal, 2100 bi lahko bila klima na Kredarici takšna, kot je zdaj na Krvavcu. Torej, da bi se ta klimatski pas premaknil za 800 metrov navzdol, navzgor. Skratka, ne? To je tudi ena od napovedi. Kje v Sloveniji se to, kar sem zdaj prebrala, ne? Kje v Sloveniji se to že pozna, oziroma da lahko to občutimo? Jaz sem že sama, ja. Če ponovim, mislim, ne bom zdaj vsega ponavljal, ampak kjer najbolj občutimo po mojem tem, da je snežne odeje, če dalje manj, ne? Da je sneg že tako nek čudež skoraj, da ne, vsako zimo, pa po drugi strani pa poleti ob vročinskih valovih, ob sušah, pa večjih nalivih, pač tako, kot si povedala, no? Se pravi, padavine so, takrat, ko so bolj intenzivne, doskrat jih pa ni. In se to se lahko, no, tisti, ki bivamo tudi v Ljubljani, pa po moje vsi v Sloveniji se spomnimo, no, ni tako daleč nazaj, ko so protake ta naliv, ki je prizadel Ljubljano. No, se vsi spomnimo, ko je takrat v tako kratkem času padlo tako veliko vode. Lani jesen. Ja. To je takrat, ko se je udrla streha Drame. Tako je, ko smo videli tiste hodnike Drame poplavljene. In to se mi zdi, da je tak en tudi zelo nazoren primer tudi v tem, v urbanem, našem največjem urbanem območju v Sloveniji, ko smo bili priča nekem taki posledici, ki si jo omenjala, no, v smislu teh tudi naliva meteornih vod. Če je tako, kot vsi mi trije govorimo, da so posledice sprememb vidne vsakomur, nalivi, suše, vročinski valovi, da se intenzivirajo, da so čedalje pogostejši. Zakaj je potem podatek, da je ta tema podnebnih sprememb, tema reševanja podnebnih sprememb šele na 8. seznamu perečih tem pri posameznikih, to sem nekje prebrala, in zakaj recimo tudi v predvolilni kampanji, ki se je zdaj pred kratkim zaključila, to sploh ni bilo naslovljeno. Tudi jaz sama sem brala neko raziskavo, kjer je bilo najprej je bilo seveda zdravstvo, pa stanovanja, pa migracije, pa energenti, ki so morda malo povezani s podnebnimi spremembami, ampak okolje je bilo tam 7., 8. mesto zanimanja volivcev. Zakaj ta diskrepanca med tem, kar živimo, in med tem, čemur dajemo pomembnost? Zakaj se vam zdi, da je tako? Moja teza je, da se vseeno podnebne spremembe dogajajo prepočasi, da bi lahko dojeli to urgentnost. Ne vem, kaj menite? Miha? Ja, prav. Jaz se tukaj čisto strinjam. Mislim, verjetno je vzrokov več, ampak eden izmed pomembnejših je ravno ta, da poteka na drugačni časovni skali, kot smo mi vajeni v svojem življenju. Pa da se vmes že prilagajamo.
Pa da rečemo, vse ni tako hudo. Se pravi, ta efekt malo žabice, ki se kuha, do neke mere tudi sigurno. Ja. Ampak zaenkrat podnebne spremembe očitno potekajo še vedno prepočasi, da bi jih naslovili sploh, če imamo druge akutne nevarnosti, ne? Kot je bila recimo COVID kriza, pa kot je zdaj prehranska kriza, pa cene energentov, pa strah pred vojno zaradi vojne v Ukrajini in tako naprej. Ne? In potem, kar so vse seveda stvari, ki jih je treba naslavljati, da se razumemo. Ne? Seveda. Ampak drugačno motivacijo morda sprožajo v... Ja, na nek način mislim se podobno kot recimo, če na lastno življenje projiciramo, ne? Če se pač urežeš po roki, bo šel to takoj sanirati, čeprav ni življenjsko ogrožajoče, ne? Če ti pa tam, ne vem... Holesterol? Ja, recimo, ali pa kakšna taka stvar, ne, boš pa pač, se to pa... Vse bo že, ne rabim zdaj nekaj nujno spreminjati, ne? Možda na koledar čez 5 let. Tako da ja, mislim, bojim se pa ravno tega časa, ko bo pa podnebne spremembe začele delovati na naši skali, ne? Ker se bojim, da bo takrat malo prepozno. Ne, govorimo o teh točkah preloma, ki nekaj časa poteka to tako linearno, potem se pa lahko zadeve zrušijo, ne? In jaz bi si res želel, da nas pere pamet, sreča in da ne pridemo do teh točk. Ja, pa jaz bi sam, ko si omenila tudi to predvolilno razpravo oziroma pomankanje kakršnekoli razprave o okoljskih temah oziroma o podnebni krizi, o krizi biodiverzitete, se mi da tudi nosijo določeni segmenti pač neko odgovornost tudi, naprimer mediji nosijo odgovornost, da vse in to dajo na agendo redno. Ne. Tudi jaz, ko sem gledala, ko smo lahko gledali zdaj ta glavna televizijska soočenja, ne, lahko smo, ne vem, bilo je govora o spet energetski neodvisnosti, bolj kot ne, smo lahko poslušali o menjavi dobaviteljev plina in tako naprej. Ne. In o plinskih terminalih. Ja, lahko smo bilo je seveda vprašanje o drugem, še o eni jedrski elektrarni v Sloveniji in pa mogoče kakšna beseda o kmetijski samooskrbi, potem pa to je pa tudi to, no. Se mi zdi, da že samo tudi izrazi podnebna kriza ali kriza, ne vem, izgubljanje naravnega sveta, kriza biodiverzitete, ne vem, če so bili izgovorjeni, so bili zelo malokrat, ampak tako kot jaz, ko, ne vem, si povedala mislim, da je bila ta raziskava Eurobarometra, ne, na 8. mestu in na 1. mestu so... Še ver si našla. Ja, se mi zdi, da je bil Eurobarometer, ker sem tudi zbrala o tem, na 1. mestu je bilo zdravje, potem se mi zdi, inflacija oziroma naraščanje cen življenjskih potrebščin in v glavnem podnebna kriza je bila na 8. mestu. No, ko to berem, tudi se mi zdi, če z pozicije organizacije, ki jo tudi predstavljam, se mi zdi, da je tak nek zlaten signal, da ne vem, moramo mi več narediti, da kakršnokoli vlogo imamo, da to postane, ko bi rekla, prioritetna tema, karkoli lahko naredimo, da se dvigne na politični agendi. In ja, zdi se mi tudi, kar sem prej omenila, da recimo mediji imajo tudi nosijo neko odgovornost, da to delajo kot temo, ker če sem recimo politik in berem, ne vem, izsledke te raziskave, na predvolilnem soočenju se mi je skoraj dobeno vprašanje s tem ne pojavi, pač ne vem, da ne bom, kako bi rekla, moja uspeh političen ne bo zavisel na teh temah, ne, in so lahko še vedno ostanejo na, ne vem, zadnjih straneh ali pa na zadnjem predaru neke agende, ne, in in kar pa danes vemo, da rabimo, ker tako smo omenjali, ne, načrti, ki so na papirju, pač niso dovolj naspeljajo scenarij, ki ga v bistvu nočemo živeti, ne, doben od nas. In rabimo v bistvu nek zelo množičen pritisk na politični razred, da bo nekako prekinil s statusom quo. Tako da moj, kako bi rekla, mal zamotan komentar. Jaz bi zdaj tlele se filozofije poslužila, no, se mi zdi tako zanimivo za tale pogovor. Angleški filozof Timothy Morton pravi, da je podnebna kriza hiperobjekt. Hiperobjekti so nadvse vitalni, kot vesolje ali internet, ampak o njih razmišljamo kot o abstraktnih idejah, ker so preveč obsežne, da bi lahko razmišljali konkretno.
In čeprav so pa na drugi strani seveda ti hiperobjekti resnični kot kladivo, je to v narekovajih torej nekaj, kar te udari po glavi. Ne? Ali gre za to, da so podnebne spremembe stvar, ki je premalo konkretizirana, zdaj v bistvu to izziv za vaju, ker če pa je kaj dokazalo to, da smo pa ljudje sposobni stopiti skupaj in odločati o sebi, je pa to lanski referendum za vodo pokazal. Ne? Ko je bil konkreten primer, smo ljudje šli množično na referendum in smo rekli ne, oziroma smo zahtevali pač naravo. V svojih akcijah redno pozivate ljudi, naj pritisnejo na politiko, zahtevajo ukrepanje. Kako ne ljudje to storijo, če še sami ne verjamejo, da je to problem? In kako bolj to, če je rešitev konkretnost, kako to bolj konkretizirati? Ja, mislim, da se tukaj čisto strinjam, ne, da je veliko lažje, ko je nekaj konkretnega, pa se bolj oprijemljivega, da za to stopaš, ne, pa se boriš. Mislim, pa tukaj je bilo tudi zato, da smo preprečili, da bi se nekaj poslabšali, ne, in smo lažje tudi tako nekako razumeli, za kaj gre. Ne. Tu govorimo pa o vrstah, v celi paleti ukrepov, ki bi jih mogli sprejeti in mogoče kar nam manjka je ustvarjati neko vizijo, kako boljša družba bi lahko to bila. Ne. Pogosto se mi zdi, da se dojema te ukrepe kot, zdaj nam boste pa nekaj vzeli, ne, moj zrezek, pa moj avto, pa ne vem kaj, če se dam na osebno raven, ne. Ampak pozablja se pa poudarjati, kaj vse bi dobili s tem. Ne? Recimo, med našimi ukrepi so 32-urni delovnik za 4 dni na teden. Ne? To je ogromno enega časa več, ki ga lahko namenimo družini, prostemu času in ker hodimo manj v službo, pač manj onesnažujemo. Potem, ne vem, neke univerzalne temeljne storitve, recimo, ne? Da bi imeli dostopen, mora biti tudi zaston javni učinkovit prevoz, ne, da se kadarkoli usedeš in se peleš iz enega kraja od drugega in ne brigate, zakaj bi imel avto, ne rabiš ga. In druge storitve, naprimer, tako kot imamo knjižnico. In to bi bil pač kar naenkrat veliko boljši svet za vse. In mogoče nam tukaj malo zmanjka, no, kako to sliko ustvarjati. In hkrati pa kdaj bo šli ljudje na ulice, ne vem, verjetno takrat gremo, kar res zaboli, ne. Zdaj, mogoče ta preplet kriz, o katerih se pogovarjamo že danes tekom pogovora, bo pripeljal do tega, da bo tudi se več ljudi angažiralo, v smislu, če dalje hujša je socialna stiska, ne, zaradi višjih cen in hrane in energentov. Lahko se zgodi tudi, da bomo začeli zares trpeti v neki bližnji prihodnosti čiste osnovne dobrine, kot je hrana. Ne. Zdaj se vidi, kakaj je ena vojna v žitnici Evrope lahko pomeni, ali pa vročinski val, ki je zdaj v Indiji pa Pakistanu, ne, ki mislim, da že par tednov okrog 50 stopinj in zaradi tega pač so rekli, ne moramo več izvažati pšenice. Ne. Čist ta neka elementarna vprašanja, ki tako, mogoče pa res moramo te stvari nasloviti, ne, ker nam bo res boljš, če bomo bolj odporni in pripravljeni na to. Tako da še en faktor, ne, to je pa to, da smo načeloma ljudje zdaj zelo okupirani. Ne? Ne vem, v službah tudi to, pa te lažne informacije, pa potem komu kaj verjeti. Ampak tudi, tako, kar se tiče recimo aktivizma, ne, pa namenjena časa temu. Ne? Mislim, po svoje je to neke vrste luksus. Ne? Tisti, ki imamo to možnost, da si to lahko prvoščimo, čeprav bi lahko počeli druge stvari v življenju, ampak marsikdo si pa tega niti ne more prvoščati. Ne? Nima, ne vem, možnosti delati 2 službi ali pa s tisto komi, ki jo ima, pride čez mesec, ne vem, skrb za otroke in tako naprej. In normalno, da ti ne pride na pamet, da boš pa zdaj še šel na ulice ali pa pač pisati nekaj. Tako je. Prosti si želiš še kaj? Ne, to je to. Katja, ti si? Se mi zdi, da sem vmes hotela, da se mi je 5 stvari porodilo, pa sem jih vmes že skoraj vse zgubila na novo. Ne, se strinjam s tem, kar si povedal, no, tudi o tej pozitivni viziji, no, da karkoli se tiče nekih, kako bi rekla, tih okoljskih zahtev ali pa ukrepov glede reševanja podnebne krize, da je mogoče še vedno neka slika, da prihodnost, kjer bomo uspešno reševali, to je samo prihodnost nekega odrekanja, na nek način zelena sivina, ne vem, nekako tako, da bo samo neko eno veliko odrekanje in nič kaj dosti, ne vem,
veselja. Ne, tako, na nek način si mogoče ljudje predstavljajo kot malce bolj asketsko in sivo prihodnost. Paradoksalno, ampak ampak govorimo o nekih spreminjanju tudi naših življenjskih slogov in sistemov, ki to omogočajo, ne. To se pravi, je v bistvu tudi se dobro zavedati, da ko govorimo o današnjem življenjskem slogu, da govorimo tudi o tej situaciji, ki si jo na nek način omenja o ljudeh, ki so utrujeni, zgarani, tako kot je zgaran naš naravni svet, o svetu, v katerem je nekako verjetno neka epidemija tudi duševnih težav, anksioznosti, depresije in tako, da v bistvu skupaj z naslavljanjem okoljskih težav, ne, ki zahtevajo neke širše družbene rešitve, tudi v načinu gospodarstva, dela in vseh drugih specifičnih podsistemov, da gre za to neko svetlo prihodnost, ki nam bo prinesla še kaj drugega, kot pa samo samo nižanje izpustov. Ne. Tudi, če vzamemo za primer ta zelo tehničen del, energetika, ne, neke nove tehnologije, ki jih lahko danes uporabljamo, ne, dajo neko možnost za povezovanje v lokalni skupnosti, postavljanje skupnosti sončnih elektrarn, kjer je tudi spodbujanje nekega novega načina bivanja, ki povezuje ljudi, pa mogoče življenje v tvojem kraju, da bi neko novo dimenzijo obstajanja z drugimi, kakorkoli tako abstraktno se to sliši, ampak zdi se mi, da verjetno moramo biti tudi boljši pri tem ustvarjanju teh zgodb, zakaj se v bistvu prizadevamo. Zagotovo so pa večjikrat uspešni neki angažmaji, ki se ti postaviš proti nečemu, ne. Ampak se tudi tega danes ne manjka. Ne vem, recimo ravno, ko je bilo omenjeno in se mi zdi, da take stvari tudi potem ljudje, lahko zagrabijo tudi za tako temo, kot je podnebna kriza, v času, ko se dvigujejo cene hrane, energentov, ljudje skrbi, kako bojo, šli v naslednje mesece, pa v naslednjo zimo. Je pa, direktor, se mi zdi, da je bil British Petroleum podjetje, se mi zdi, ko je predstavljal dobičke tega tudi naftnega giganta oziroma fosilnega giganta, omenjal, da imajo toliko denarja, da ne vejo praktično, kaj z njim narediti. Ne? In ta neka, se mi zdi, da tukaj je pa, to pa so še tisti dodatki te zgodbe reševanja podnebne krize, ki se mi pa zdi, da vseeno, ko ljudje slišijo, vidijo, da, kako bi rekla, jim postane to pomembna in pereča tema, ker je povezano z neko tudi osnovno nepravičnostjo in to neenakostjo. To vaju želim v bistvu vprašati za konec. To se mi zdi zelo pomembna tema, o kateri moramo reči. Ti si že sam malo napovedal, pravični prehod. Jaz bi tule prebrala samo to. Jasno je, zakaj morda ne reagiramo še v Sloveniji tako zelo? Zato, ker se to tako zelo še vedno ne dogaja pred našim pragom, dogaja se pa drugje po svetu. In jasno je, da so izgube in škoda zaradi podnebnih sprememb že zdaj neenakomerno razporejene. Ranljive države v razvoju že zdaj so najbolj prizadete in tisti, ki bodo najbolj plačali za zahodni življenjski slog in že plačujejo, so tako imenovane države v razvoju oziroma države globalnega juga. In hkrati to niso tisti, ki so najbolj krivi za nastanek podnebnih sprememb. Mislim, da je nek podatek, 10% najbogatejših je ustvarjalo v zadnjih 15 letih 50% izpustov ogljikovega dioksida. Zdaj ne me za besedo prijeti, mogoče so malce drugačne razmerje, ampak osnovna poanta je ista. Ljudje umirajo, domovanja izginejo, ljudje zapuščajo svoja domovanja in tako naprej. Zdaj ta izraz pravični prehod, nevladne organizacije zelo rade uporabljamo. Lahko na kratko pojasnite, kaj bi globalno gledano in lokalno gledano za vaju pomenil ta pravičen podnebni prehod. Potem pa zaključimo. Globalno definitivno, kot si lepo omenila, nismo vsi enako krivi, pa ne nosimo vsi enakih posledic ali pa stroškov tega podnebne krize.
Tako da definitivno makle razvite države, to je pač predvsem zahodnje ali pa severne države, bi mogle nositi veliko večje breme, kot jo trenutno nosijo. Tako pri reševanju podnebne krize globalno pred svojim pragom in pa tudi pomoč tako imenovanim državam v razvoju, zato da lahko tudi same se prilagodijo pa zaščitijo svojo naravo in tako naprej. Lokalno pa pomembno je tudi to, kar si ti preomenila, sprav neki bogati del sveta je tudi v vsaki državi, imamo razlike, kdo je bolj odgovoren. Tako da tukaj bi spet mogli te nositi večje breme, da mogoče malo bolj ponazorim, zakaj. Če se sam na izpuste toplogrednih plinov omejimo, nekako povprečni Zemljan izpusti 5 ton CO2 na leto, približno. Povprečni Američan, mislim, da okrog 15, povprečni Bill Gates pa tam 7,000 ali več. In hkrati rešuje Zemljo. Ja, seveda. On misli, da jo. In sanjajo o kolonijah na Luni in tako naprej. Pustimo to. Tako da pač breme morajo nositi tisti, ki so za to bolj odgovorni. In to so pač bogate, razvite ali države ali pa posamezniki. In temu primerno bi pač mogli tudi ukrepi slediti, za neko progresivno obdavčitvijo, prepovedijo tudi kakšnih stvari, To, da imaš, svoje privatna letala in tako naprej, kar njega nese, recimo, da ima tako velik ogljični odtis. Pač enostavno ne moramo vsi tako živeti in tudi te ne bi smeli. Neko zgornjo limito bi mogli tudi postaviti, Ker včasih se zdi, da pač preprosto zato, ker lahko. Ja. Ker lahko. Ker lahko, ja. Zakaj letijo na Luno? Ker lahko. Se mi zdi, da v Sloveniji se pozablja ta globalni vidik pravičnosti, tudi ko se mi zdi, dosti krat, ko uporabljamo izraz pravični prehod, in je dobro, da se ga tudi v Sloveniji zavedamo prav te globalne dimenzije, da Slovenija kot država ena izmed bolj, kako bi rekla, nosi večjo odgovornost tudi, kar se tiče teh zgodovinskih emisij, oziroma sedaj spada med tudi države OECD. In bi morala zagotovo hitreje in pa bolj koreniteje ukrepati kot nekatere druge. Torej sodimo v ta skupino držav, ki more med prvimi sprejeti in najbolj korenite ukrepe. In recimo, tako da je pomembno, naprimer, ko smo se v preteklih letih in se še pogovarjamo in se še bomo o zapiranju premogovne proizvodnje v Sloveniji, so jasni, mislim, kako bi rekla, jasno vodilo je, da države OECD po letu 2030 ni več premogovnih elektrarn oziroma premog se ne kuri več v teh državah, vključno s Slovenijo. Trenutno imamo mi še vedno naša odločitev, politična je, da bomo še 12 let kurili premog in to seveda ni pravično z globalnega vidika. In ko se, ker pravičen prehod se pa dosti krat se mi zdi uporablja v navezavi mogoče bolj na lokalno situacije, na pravičen prehod v smislu, da zato, ker bojo te spremembe, ki so povezane z nižanjem emisij, to se pravi neko restrukturacijo različnih energetike pa industrije, bo pomenilo, da bodo nekatere industrije praktično izumrle, nekateri delavci bojo izgubili službe v teh industrijah, hkrati se bojo druge industrije razvijale in tako naprej. In pravični prihod se mi zdi, da je veliko krat vse v Sloveniji uporabljen na ta način, torej da poskrbimo, ko se te spremembe dogajajo, da se, kako bi rekla, vključuje oziroma da se nikogar ne pusti zadaj, ko se reče no one left behind. To se pravi, da delavci, ki bi zaradi teh sprememb izgubili službo, da se temu aktivno pristopimo, da imajo prihodnost v drugih sektorjih, da neke lokalne skupnosti, ki mogoče so zelo odvisne od ene specifične, naprimer premogovne industrije, imajo, je neka vizija razvoja in ukrepi, da tam seveda se ne zgodi neko socialno opustošenje. In ta pravičen prehod se seveda potem res mora izvajati v nekem dialogu z tistimi, ki so prizadeti in ki jih to zadeva. Ampak pravim, da pa
ta lokalni vidik pravičnega prehoda ne sme nekako biti pa izgovor, da pa zamikamo potrebne ukrepe, ne? Da pa pač rečemo, bomo pa kurili premog še 20 let, ker prej ne moremo. Ne? To ni sprejemljivo za državo, kot je Slovenija. Ne. Tako da ta globalna perspektiva potrebnih ukrepov, podnebnih, ne, more biti isto vodilo in pravičen prehod, izraz, kot se ga uporablja, ne sme postati izgovor, da spet odlašamo in potikamo v neko nedoločno prihodnost, potem odločitve, kot je, da bomo zaprli recimo našo največjo premogovno elektrarno. Hkrati pa se mi zdi, da bi morali res razmišljati več o tem, o čemer si ti govorila, o tem vključevanju in pravični rešitvi za vse, ker se mi zdi, da v Sloveniji imamo še veliko krat v tej stari, že zdavnaj preživeti mantri, ali delovna mesta, ali okolje. Še vedno se mi zdi, da včasih razmišljamo tako, ne? Pa seveda to še zdaleč ni res. Vse, samo če se razmišlja pravično, ne? In še mogoče ena stvar glede pravičnosti, ker sem prej omenila to British Petroleum, kot primer oziroma izjave njihovega direktorja. Ne. Zagotovo, kar se mora tudi narediti in tudi pravično, da se res bolj na prste stopi tem velikim naftnim korporacijam. Ravno prejšnji teden, pred nekaj dnevi, je šla raziskava Guardiana, ki je ugotavljala, da načrti teh velikih naftnih gigantov, kot so, ne vem, Exxon in Gazprom in našega sveta, njihovi načrti za fosilne projekte v naslednjih 7 letih, če bi se izvedli, da bi nekako sproducirali emisije, ki ustrezajo današnjim emisijam za desetletje Kitajske, naprimer. Ne? In če za takega v bistvu ne sme priti, no, taki načrti se v bistvu ne smejo izvesti. Ne, in tako da se mi zdi ta vidik pravičnosti je tudi neka odgovornost, ki jo nosijo te velike naftne družbe, ki že krepko dolgo časa vedo za problem globalnega segrevanja in vemo, da so tudi v preteklosti veliko vlagali v lobiranje in take ali drugačne oblike še danes greenwashinga. Zanikanja. In zanikanja. In jim res stopiti na prste. Okay. Hvala obema, čisto za konec. Citiram oziroma parafraziram Antonija Gramscija, nekaj v stilu: pesimist sem pesimist razuma, ampak optimist duše. Kaj sta vidva? Se čisto strinjam tukaj. Mislim, biti optimist v tem času je lahko zelo nevarno, zato ker ponavadi so optimisti z argumentom, se bo razvila neka nova tehnologija, ki bo vse to rešila in kaj to povzroči, da ne naredimo nič. Da čakamo in ohranjamo status quo. Ne. Po drugi strani biti pa samo pesimist pa tudi pomeni pač neko danost v usodo in spet isti rezultat. Ne. Tako da je slabo, ampak kot na začetku rečeno, vlak še ni odpeljal, tako da upanje še. Treba se boriti za to. Ja, se mi zdi, da nimam kaj dosti za dodati na to. Biti eno ali drugo je nemogoče v današnji situaciji, oziroma izključno eno ali izključno drugo, ker na nek način, če si ali optimist ali pesimist, nekako imaš idejo razpleta, ne, ki ga pa ne moreš imeti. Se mi zdi, tako da se mi zdi, da katerikoli elementi pesimizma, skrbi in drugih čustev, ki se mi pojavljajo, sam poskušam pretvoriti v neko motivacijo za angažma pa za delo in katerikoli momenti optimizma, ki se vmes pojavijo, če tudi danes jih je res, kako bi rekla, malo, tudi uporabiti za isto. No. Katja, Miha, hvala vama za tale navdihujoč pogovor, za tele uvide. Hvala za vabilo. Hvala. Moje ime pa je Karmen, poslušali ste 7. epizodo okoljskih zgodb, delite jih naprej in se slišimo kmalu. Hvala obema še enkrat. Srečno. Hvala.